da Okay. ne bo. Zdaj imamo 40 minut časa. Mečkam bomo še Super. počakali, da ne bova glih sami. Ja, to bi bilo fino. So že live? Ja, mislim, da so že live, ja. Zdaj se tole Okay. snema. Vidno. Takole imamo štiman na takole lepo dimenzijo, da vidimo. Aha, še en je prišel, da ga pozdravim. Waiting room. Lep pozdrav. Mateja. Še ena Mateja, admit. Zdaj moram pogledati. Aha, okej. Jaz mislim, da ne vidim drugače tehle sodelujočih. Allow. Okay. Enable waiting room bom naredila, po moje bo takole, Ok, super. da jim ne bom, da bojo lahko vsi prišli. Dobrodošla, Mateja, med nami. Dobrodošla tudi z moje strani. Lepo, da je nekdo prav na Zoomu z nama. A ne? Online. Ja. Res lepo. Evo, tako da zdaj ne bom več gledala, kdo bo prišel. In bi mogoče lahko kar začela, a ne? Da ne bomo predolge. Saj potem se bomo itak snimali, tako da. Ja, da bomo imeli čim več časa. Ja, evo, super. No, potem pa kar lep pozdrav vsem, a ne? Dobrodošli v novi epizodi Lali na kavi. Z vami sem Mateja Kalin, mama prve slovenske menstrualne skodelice. Takole izgleda, če še ne poznate. In pa pomagam ženskam, da se osvobodijo vseh menstrualnih tabujev in zaživijo brezskrbno življenje. Tako da to je moj pogled v ta svet. Evo Knafič sem pa spoznala v bistvu na čisto po naključju, ko smo z mojimi podjetnicami organizirali en dogodek in smo jo povabili, da nam nekaj zapoje za glasbeno točko. No in potem smo ugotovili, da je Eva v bistvu res polna enega znanja, ki ga je treba deliti z vami, z nami, vsemi. In sicer poleg glasbe uči ljudi, kako si lahko pomagamo sami, da hkrati pa jih podpre s tretmaji za sprostitev notranjega ravnovesja in miru. Zdaj pa prav tako imam napisane tretmaje, ker jih je toliko. Prva, globinska masaža, glava, obraz in vrat. Potem marma, ajurvedski tretma za celostno ravnovesje s stimulacijo marma točk, to prvič slišim. EPBT, tretma fizičnega in čustvenega ravnovesja, stimulacija točk in petje. Metamorfna tehnika, prenatalna tehnika, stimulacijo refleksnih con hrbtenice. Refleksometoda dlani in stopal. EFT, access bars, access telesni procesi. Pranoterapija itd. Sploh pranoterapija je čiščenje energetskih zastojev in dovajanje sveže energije. Majko mila, trudna. No, pa si prišla čez. Ja. Si prebila čez. Ker jaz sem človek, ki išče rešitve, glede na zdravstvene, čustvene, kjerkoli vidim, da imam problem, jaz bom iskala rešitev, ne. In fajn je, da imamo vse te možnosti in da najdeš eno sebi primerno rešitev, a ne. Tako da, jaz sem zelo zanimiv je to, da še vedno prvič slišim določene tretmaje in jasno, da me vse to zanima. Tako da upajmo, da bo vsak našel sebi najboljšo rešitev. Midva se pa danes tukaj, hvala Eva, da si prišla, no. Ja, hvala tebi za povabilo. Ja, odločili za eno temo, a ne, in to je izgorelost, ne. Izgorelost je v bistvu današnja realnost. S tem res, tej temi res posvečamo čisto premalo pozornosti. In zato lahko pride tako zelo nepričakovano, ker si tudi sama imela neko izkušnjo s tem, tako da bi te v bistvu vprašala, kako sploh pride do izgorelosti, kako si ti sploh prišla v to in kakšni so izzivi na začetku, kakšni so simptomi pravzaprav, a ne, da bomo malo pozorni, da se nam to ne zgodi.
da se temu izognemo. Ja. No, Mateja, najprej bi se še jaz tebi rada zahvalila za povabilo. Midve sva se v živo srečali samo enkrat, bilo je kratko a sladko, ampak sem takoj vzela Lalikap, ker pač sem videla, da veš v bistvu, kaj je za ženske tudi pomembno, da znaš razložiti, zakaj je to fajn, tako da tudi to je ena stvar, ki sem jo hotela omeniti, no, da se tudi o tem pozanimajte, če še nimate znanja in vedenja o tem, je ona tukaj za vas in vam bo pomagala definitivno razumeti, kaj to je in da se tega ne boste bale vnaprej. Ja, zdaj mogoče samo na kratko o meni. Jaz sem v bistvu v teh vodah, bom rekla, že od leta 2011. Se ukvarjam začela sem s klasično masažo, ker zdaj niti ne izvajam več, ampak sem potem nadgradila tvoja znanja, tako kot je že Mateja omenila. In kar se tiče izgorelosti, je pa tako, da sem se v bistvu tudi preko tega, kar sem delala, v bistvu pripeljala do izgorelosti. Se pravi, bila sem v teh, bom rekla, že zdravilskih vodah na nek način, delala sem v ajurvedi in tako naprej, ampak sem kljub temu, da sem že poznala zdrav način življenja, da sem se o tem učila in tako, v bistvu sredi tega nekako ugotovila, da jaz se pa ne počutim dobro, kljub temu, da vse to vem in vse to znam. Da sem utrujena, da težko vstanem zjutraj, da nimam volje do dela, da sem razdražljiva, da se težko javim šefici na telefon, da se cela tresem, če me kliče in tako naprej. In to je bilo zame, jaz nisem vedela, kaj se dogaja. Jaz o izgorelosti prej nisem kaj dosti vedela. In zame je bilo to nekaj čisto novega za moje telo v bistvu. Jaz takih občutkov prej nisem poznala v telesu. Ampak tudi nisem imela nikogar, ki bi že to doživel, nisem poznala nikogar, ki bi se s tem soočal, zato je bila moja pot mogoče malo na nek način težja. In sem se jo pač lotila iz strani, ki je bila mogoče najbolj splošno znana, in to je psihoterapija. Tako da jaz sem se na ta način v bistvu sploh začela zavedati, kaj se z mano dogaja, kako v bistvu prepoznati, kaj so vzroki za to, da se je to sploh pojavilo. In zdaj, tako, kot si ti vprašala, če se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, v bistvu, kako sploh ugotoviti, da se nam to dogaja. Zdaj, neki so te simptomi, ki sem jih jaz opisala, neki je pač pogojenost, določeni ljudje smo k temu bolj nagnjeni zaradi nekih vzorcev, ki smo jih, bom rekla, privzgojili skozi vzgojo, skozi pač družbene pritiske in tako naprej. Ampak najbolj, recimo pri sebi sem ugotovila, da je bilo to, da se nisem počutila dovolj. Karkoli sem naredila, se nisem počutila dovolj. Se pravi, vedno sem mogla narediti nekaj več in v bistvu dobiti nek zunanji odziv, neko zunanjo potrditev, da zdaj to je pa zdaj dovolj. Ampak nikoli ni bilo dovolj zares. Karkoli sem naredila, je bilo treba še nekaj, pa še nekaj. Pa sem že čutila, da mi več nič ne paše, pa sem kar še mogla za to, da se dokažem. In meni je bila zelo, zelo močna učiteljica, ena izmed mojih bivših šefic, bom rekla, ker se je dogajal neke oblike mobbing, bom rekla, in jaz sem takrat v bistvu začela dojemati, da sem v vlogi žrtve in sem potem začela to raziskovati. Potem sem začela raziskovati, zdaj, zakaj se pa počutim, da nisem dovolj, kaj je to, odkje to prihaja. In v bistvu sem ugotovila, da vse to, da sama sebe, bom rekla, porivam v neke situacije, v neke življenjske okoliščine, kjer se počutim, da nisem dovolj, enostavno. In to je eden glavnih, bom rekla, vzrokov za to, da se to sploh začne pojavljati. Mi ne razmišljamo o tem, mi razmišljamo bolj o simptomih. Joj, sem utrujena, sem moram se samo spočiti, pa bom v redu. Tukaj je treba tudi poudariti, da nekaj je res utrujenost, nekaj so pa potem že faze izgorelosti, kar je
kar so potem te stopnje nekaj, bom rekla, čist druga izkušnja za telo, kakor to, da smo malo utrujeni, pa gremo popoldne pospat, pa smo pol okej. In Mogoče za začetek, če sem Ja, in odgovorila na tvoje vprašanje. Ja, in kako, ko si to v bistvu ugotovila, kako si prišla ven iz tega, kako si pol to pomagala v bistvu? Ja, zdaj, jaz sem v bistvu zelo zagovornica celostnega pristopa. Jaz sem ugotovila, da z eno stvarjo ni šlo, tako bom rekla. Nekaj časa sem si zatiskala oči, da bom pač šla samo na pogovor, ali pa bom samo šla na nek tretma, ali pa samo nekaj. V bistvu iskala sem neke hitre rešitve, kar pa sem potem videla, da pri izgorelosti ni, odvisno spet, v kateri fazi smo, da ne bom zdaj pretiravala, ampak če smo že dokaj daleč v tem, recimo v tej poti, na tej poti do izgorelosti, se mi zdi, da je potrebno zajeti več vidikov, a ne. Zdaj, en vidik je lahko recimo neka psihoterapevtska pomoč, zaradi tega, ker tam dejansko začneš prepoznavati svoje vzorce, vzroke, zakaj se je pri tebi to pojavilo, komu kaj dokazuješ, ali karkoli je v bistvu nek povod, vzrok, da se je to sploh začelo. Ampak kar sem pri sebi videla, je bilo to, kar si ti zdaj vprašala, a ne. Zdaj, jaz sem prišla do neke točke, jaz zdaj to razumem, kaj pa zdaj, a ne. In kar je meni pomagalo, so pa bila ta znanja v bistvu o ajurvedi, se pravi o načinu življenja. Torej, spremenila sem prehrano, spremenila sem način spanca, spremenila sem, recimo dodala sem določene stvari, a ne. Začela sem izvajati dihalne tehnike, potem sem začela izvajati samo masažo, potem, kaj je bilo še, joga recimo, ena oblika gibanja, a ne, gibanje je tudi pomembno do neke mere, a ne, v teh fazah. To in seveda potem, kar je bilo, se opravičujem, kar je bilo v bistvu zame izjemno pomembno, so pa bili tudi ti tretmaji, a ne. Zdaj, do tiste točke sem jih samo sama izvajala na neki način, a ne. Potem sem si pa rekla, čakaj, zakaj pa zdaj jaz ne hodim na to, ne, če vidim take spremembe pri svojih strankah, oziroma takrat sem pa še solastnica holističnega centra, so bile to stranke holističnega centra, a ne. Če zdaj vidim take spremembe, zakaj pa sama zase ne naredim tega, a ne. In pa sem ugotovila tudi, da sama zase ne skrbim dovolj in tako naprej. In potem sem začela v bistvu hoditi na te tretmaje. Zdaj, v Ljubljani ni bilo toliko ponudbe, tako da sem se velikokrat v Laško, recimo, sem se peljala kdaj in tako naprej, a ne. Tako da sem rekla, nič, jaz moram v to investirati, ker, ne, očitno je to nekaj, kar deluje. In kaj se je pri meni zgodilo, je v bistvu to, da sem začela opažati, da se te vzroki, ki sem jih ugotovila s pomočjo psihoterapije, pa počasi transformirajo. Se pravi, da se, bom rekla, brišejo, nerada sicer uporabljam to besedo, ampak je mogoče najbolj razumljiva, a ne, iz vseh naših nivojev. Torej, iz fizičnega, čustvenega, mentalnega in energijskega nivoja. In ko mi to pozdravimo, a ne, se v bistvu vzrok odpravi in ne ponavljamo več tega enega in istega vzorca. In zdaj vsak pa rabi drug pristop, zato sem se tudi odločila, da bom več teh različnih tehnik v bistvu še nadgrajevala svoje znanje, a ne, da jih bom spoznala, da se bom v bistvu naučila, kako lahko različnim ljudem v različnih fazah pomagam, da se stanje izboljša, a ne. Če sem mogoče odgovorila na kratko. Ja, kdo pa v bistvu, a so bolj mlajše ali starejše ženske, recimo, pridejo k tebi? Ja, zdaj pridejo in ženske in moški, a ne, tudi v bistvu, kar se tiče, bom rekla, pogostosti je več žensk pri meni, a ne, ampak kar se pa tiče izgorelosti, pa recimo, da oboji, a ne, da je nekje pol moških in žensk doživlja te znake izgorelosti. Ampak pri meni bom rekla, da je tudi nekje pol mlajše in starejša populacija žensk, a ne. Se pravi, tam bom rekla nekje med 25 in 30 je zdaj bom rekla, neka nova skupina, ki se pojavlja pri meni, no.
Prej je bilo pa recimo bolj pogosto ženske v menopavzi, a ne, ko grejo tudi čez nek svoj prehod in so še dodatno obremenjene v tisti fazi, a ne. Tako da oboje se mi pojavlja, moram reči, da je vedno več tudi res mlajših žensk, ki to izkuša. Kako je pa ta ajurveda povezana z izgorelostjo? V bistvu ti se kar veliko ukvarja z ajurvedo, a ne? Se mogoče majčkeno malo podnapisov bomo mogoče rabili, kaj je v bistvu ajurveda, kako je sploh sestavljena. Jaz vem, da te kapha, pitta, neki te 3 življenjske neke energije so. Čisto malo podnapisov nam povej, da bomo znali sestaviti to neko, zakaj bi se jaz z ajurvedo v bistvu sploh povezala. Ja. Zdaj tako, ajurveda je zelo starodavna tehnika. Gre za alternativno medicino, ki je stara okrog 5000 let. In takrat so že v bistvu začeli prepoznavati vse te, bom rekla, telesne funkcije, telesne pretoke in tako naprej. Zdaj, oni so klasificirali v telesu 5 različnih elementov. Se pravi, to, kar si ti omenjala, to so doše, vata, pitta, kapha, in vsaka izmed njih je sestavljena iz 2 elementov. Se pravi, vata sestavlja zrak in eter, potem pitta sestavlja ogenj in vodo, in kapha sestavlja vodo in zemljo. Se pravi, po 2 elementa se v bistvu združujeta skupaj v doše, in vsaka izmed doš skrbi za neke funkcije v telesu. Zdaj, če mogoče na kratko opišem, vata skrbi za telesne pretoke, se pravi za to, da pravilno deluje živčni sistem, pretok krvi, limfe, vse, kar se v bistvu v telesu giba in premika, za to skrbi vata. Potem imamo pitto, pitta skrbi za transformacijo, se pravi za vse, kar se v telesu transformira, spreminja, se pravi, lahko je to, ne vem, pojem banano, jo prebavim in tako, to je recimo ena stvar. Druga stvar je, nekaj gledam, se pravi, v bistvu pitta skrbi za vid, zato da v bistvu se zgodi ta transformacija, da je sliko prepoznam, tako da to je recimo, to je funkcija pitte v telesu, in potem je še funkcija kaphe. Funkcija kaphe je pa v bistvu struktura in, bom rekla, naoljenost, podmazanost, ali kako bi temu rekla, se pravi, nekaj bolj gostega. Se pravi, to je naša čisto fizična struktura, naše okostje, in tudi v bistvu podmazanost naših tkiv, tako nekako na kratko mogoče. Ja. Kaj pa recimo, lahko predlagaš en tak preprost nasvet za ravnovesje? Preprost nasvet za ravnovesje? Ja, zdaj tako, ajurveda je zelo nagnjena k temu, da se ne posplošuje. Se pravi, recimo, kar je razlika med našo medicino in med ajurvedo, je v bistvu ravno to, da ajurveda nima enega recepta za vsakogar. Se pravi, ti, ko prideš k ajurvedskemu zdravniku, ti ne bo dal iste tablete, kakor jo bo dal mogoče enemu, ki ima iste simptome kot ti, ampak se v bistvu neravnovesje v njegovem telesu drugače, bom rekla, manifestira in zaradi tega potrebuje drugačen postopek zdravljenja. Tako da ajurveda je zelo specifična za posameznika. Zdaj, lahko rečem neke, bom rekla, bolj posplošene stvari, kar se tiče, ne vem, če je nekdo recimo očitno, da ima zelo vato iz ravnovesja, pa mu rečem, pij več tople vode, pa bo lahko zelo hitro čutil, določene spremembe, ker vata ima zelo hladne lastnosti, suha je in tako, in bo že samo to, da bo pil toplo vodo, lahko povzročilo recimo eno spremembo, Ampak, tako, kar se pa tiče, da bi dala pa neke zelo detaljne nasvete, pa ne morem, ampak mogoče, če tukaj se nanašam še malo na izgorelost, mogoče na kratko samo o tem, kaj se mogoče pri izgorelosti pri ajurvedi zgodi, bom rekla spet ne na splošno, ampak tako, do neke mere lahko posplošeno recimo rečem, kako to poteka, Se pravi, najprej gre iz ravnovesja vata, se pravi element zraka in etra, ki potem povzroči
posledično, da gre iz ravnovesja tudi element pite, torej element ognja in vode. In potem oba elementa, ki sta iz ravnovesja, porineta v neravnovesje še tretji element, torej element kafe, kar pomeni, da izsušita, v bistvu dobesedno izgorevata naša tkiva, sluznice, potem tkiva, se pravi limfe, žleze, vse to se začne v bistvu izsuševati. In zaradi tega se mi tudi počutimo potem toliko, bom rekla, utrujeni, izčrpani in tako naprej. Se pravi, gre kot ene domine. Pri izgorelosti gre v bistvu za neravnovesje vseh treh dož, ki se začnejo nekako pri neravnovesju vate. Tako da najprej je treba tam začeti ponavadi, spet pravim, ne posplošeno, ampak ponavadi se najprej začne z zdravljenjem vate. Recimo, če bi jaz se počutila, da mogoče sem pa že malo izgorela, da sem že malo šla čez svoj prag, bi prišla k tebi in kako bi to izgledalo? Malo nariš. Najprej bi se pogovorila s tabo, vedno je v bistvu najprej uvodni pogovor, zato da jaz sploh vidim, kakšni simptomi so, koliko je zadeva daleč, da jaz potem tudi ocenim, kateri tretmaji bi sploh bili potrebni, primerni. Potem ponavadi nekako predlagam nek potek, kako bi šlo, ampak vsako telo je drugačno. In zaradi tega mi tudi rabimo dati, bom rekla, telesu čas, da vidimo, kako se telo odziva. Se pravi, ne vem, lahko boš ti čisto drugače reagirala, pa boš imela iste simptome kot ena druga gospa, pa bo tvoj odziv na tretma čisto drugačen. Zato jaz potem tudi recimo prilagodim, nisem tako stroga, da če, ne vem, dava ta teden 3 tretmaje, pa jaz po prvem tretmaju vidim, da ima tvoj telo večji odziv, kakor sem pričakovala, bom rekla, drugega spustiva, prideš na tretjega. Se pravi, skupaj v bistvu dozirava, glede na tvoje odzive, glede na tvoje počutje, kaj potrebuješ, koliko potrebuješ in tako naprej, ker se mi zdi v bistvu pri izgorelosti še posebej pomembno, da smo nežni do telesa, da se poslušamo, da prepoznavamo, kaj se s telesom dogaja, ker smo ponavadi v času izgorelosti tudi zelo odrezani od telesa na nek način. To je recimo nekaj, kar zelo opažam, da ni povezave v bistvu med glavo in telesom, sploh ne čutimo več, kaj je kje, kaj se dogaja. In s tretmaji začnemo počasi nazaj prihajati vase, postopno v bistvu čutiti sebe, čutiti meje z drugimi, te meje so v bistvu pri izgorelosti tudi zelo pomembne, da znamo reči ne, in tako naprej. Tako da to je nekaj, kar se potem postopno začne odvijati tekom izvajanja tretmajev. Zdaj, kar se pa tiče poteka še, mogoče, če nadaljujem, je pa še to, da imam dve možni poti, ki jih lahko izbereš. Ena pot je, da te pač samo podprem s tretmaji, da imaš ti že mogoče nekje drugje, neko drugo podporo, da že hodiš na psihoterapijo, da je zadeva že toliko daleč, da sem jaz v bistvu tako tam ena pikica na i, ki te spremlja vsake toliko časa, da naredi tretma in da se ti boljše počutiš, da imaš več energije. Druga možnost je pa, da te jaz spremljam, se pravi, da v bistvu v tem paketku izbereš tudi pogovor oziroma svetovanje glede tega, kako boš od zdaj naprej vodila svoje življenje, da narediva skupaj urnik, da pogledava, kako se prehranjuješ, ampak to bojo neke minimalne spremembe, se pravi, jaz na tej točki povem, da nisem zdravnik, ampak da sem nekdo, ki ima določena znanja in te lahko zelo lepo nežno pelje po neki poti, ki do zdaj se mi je še vedno izkazala, da je odlična pot za napredek. Se pravi, in lahko izbereš to, tukaj se pa spet potem določi, kaj zdaj to pomeni, koliko časa bi to trajalo, okvirno določa, ampak itak vidva sproti, ker je odvisno potem tudi od tega, koliko nekdo to upošteva, koliko je še vedno naprej obremenjen, se pravi, pri izgorelosti je nujno, da se malo ustavimo in tako naprej. Zdaj, če nekdo še naprej
počne vse enako kot prej, bo zadeva trajala Ja. veliko dlje. Tako da težko vnaprej napovem, koliko časa bo trajalo, ne glede na to, za katero od opcij se odločiš. Se pravi, da tudi malo opolnomočiš, glede na to, da pri izgorelosti si v bistvu sam do sebe zelo zahteven, ne, v tem primeru, če sem prav razumela. A ne? Izjemno. Ja, Ja. saj to je, a ne. Tukaj imamo Ja, celo ja. eno vprašanje, in sicer, Mhm. a smo ljudje enakovreden skupek vseh dož ali ponavadi ena prevlada? Mhm. Hvala, Martina, za vprašanje. Ja. Ja, lepa hvala za vprašanje. O tem bi lahko govorila 1 uro. Ampak tako je, v bistvu vsi ljudje vsebujemo vse dože, ne moramo biti brez strukture ali pa brez pretokov ali pa brez možnosti za transformacijo, ne. Pač vse je v vsakem telesu, torej vse 3 dože. Ampak vsak izmed nas ima pa drugačno razmerje in to razmerje se določi že v trenutku spočetja. Torej, ne šele ob rojstvu, ampak že v trenutku spočetja in se potem tekom časa, ko je mama noseča, to dokončno izoblikuje. In ko se mi rodimo, je v bistvu naše popolno razmerje, bom rekla, finalizirano in se ne spreminja. Zdaj, kaj pomeni to razmerje? Kakor sem rekla, vse 3 dože imamo vsi, potem so pa različne kombinacije, Lahko imaš največ pite, pa ne vem, recimo podobno razmerje vate pa kafe, lahko imaš recimo, zelo redko je, da imaš vse 3 enako, Ponavadi je neko tako malo bolj zabavno razmerje, Tako da zelo različno je, in kar se tega tiče, jaz vedno svetujem, da se najprej pogovorite z ajurvedskim zdravnikom oziroma z ajurvedskim vaidjo, se temu reče, zdravilcem. In predlagam, da se izbere takega, ki lahko preveri pulz. Pulzna diagnostika je v bistvu najbolj natančna diagnostika. On vam določi to točno razmerje. Se pravi, on vam lahko tudi procentualno pove približno, koliko imate vate, koliko imate pite in koliko imate kafe, In kaj to pomeni? To pomeni, da je vaše idealno razmerje, ki, če bi ga ohranjali skozi celo življenje, bi ostajali zdravi. Ampak zaradi načina življenja se potem te nivoji procentualno začnejo zamikati, Pa je kar naenkrat, ne vem, namesto da bi imeli, tako kot smo imeli ob rojstvu, 50% pite, jo imamo potem kar naenkrat 70, In pol nas začne, ne vem, koža srbeti, pa nas oči pečejo, pa imamo refluks, pa tako naprej, In to so vsi simptomi, recimo, da je preveč ognja v nekem trenutku, In se pravi, ta nivo neravnovesja se pa lahko spreminja. To je pa nekaj, kar potem skozi življenje niha, glede na to, kakšne imamo navade, kakšne imamo, se pravi, način življenja, In tako, kot sem prej rekla, kar se tiče izgorelosti, je v bistvu sem govorila o neravnovesju na tisti točki, Se pravi, da gre vata iz ravnovesja, da se recimo poviša, če ste imeli prej 20% vate, jo imate zdaj, ne vem, 40, in to lahko v telesu zelo velike turbulence povzroča, zelo velika nihanja, neprijetnosti. In tudi bolezni, seveda, Če sem odgovorila, če je pa še kakšno dodatno vprašanje, pa kar. Jaz imam še eno vprašanje. Prej sem brala vse te tvoje tretmaje, kaj vse imaš. Pol jih ne razumem, prvič sem jih slišala. Zdaj me pa samo zanima, kjer je tako tvoj najjači, kaj je res najbolj tako, da bi mi priporočala, da če že, da sem recimo izgorela, kaj bi najprej, kjer tretma bi mi priporočala? Ja, zdaj tako bom rekla, za izgorelost jaz vedno najprej pogledam bom rekla, v kateri stopnji si, Zdaj, če jaz vidim, da je telo že toliko, bom rekla, vznemirjeno, pri kakšnih kar vidiš, ke je že tako na površini, ke da bi vibriralo malo, tak občutek je, ke da je toliko preobremenjeno telo, da ni več nobenega miru noter, In takrat je treba previdno s tem. Zaradi tega, ker v bistvu mi s temi določenimi tretmaji lahko zelo močno uravnavamo pretoke, in če je telo takrat šibko, je lahko reakcija večja, Tako da v primeru, recimo, če bi bila ti že zelo daleč v tem procesu izgorelosti, bi izbrala neke bolj nežne, energijske tretmaje, da vidiva, kako je s tvojo, se pravi, nekaj čim bolj subtilnega bi začele, Potem bi pa počasi prehajale
Se pravi, zdaj, če direktno naslovim, recimo lahko bi bila to pranoterapija, mogoče eni krajši access barsi, recimo to dvoje bi mogoče takrat za začetek izbrala, ali pa bi EFT mogoče naučila človeka, ne, ker velikokrat tudi naredim tako, da če je stvar že zelo daleč, da naučim tudi človeka, kako si potem vsakodnevno lahko pomaga, da ne rabi vsak dan k meni prideta, ne, ampak da se v bistvu nauči določenih tehnik in veščin, da si lahko vsakodnevno v bistvu dvigne energijo ali pa se pomiri ali pa pač ne, odvisno od tega, kaj se nam zgodi. Se pravi, to je v tem programčku, če recimo z mano dela naprej, a ne. Če pa bi ti prišla, pa bi rekla, jaz sem pa utrujena, pa tako malo čutim, da je telo preobremenjeno, pa da si recimo v neki prvi do drugi fazi izgorelosti, bi pa takoj naredila marmo. Marma terapija je ajurvedska terapija, zelo globoko deluje v nezavedno v bistvu. In uravnava vse telesne pretoke. Je zelo nežna, kar se tiče izvajanja, a ne, gre za stimulacijo točk na stičiščih tkiv, kjer jaz v bistvu se dotaknem neke točke, jo na različne načine pač stimuliram, lahko se tudi dotaknem recimo z dlanmi, a ne, na različnih delih telesa. In to je en proces, ki je fiksen, se pravi, za vsakega, ki pride, je enak, a ne, ne dodajam jaz svojih stvari, ne spreminjam procesa, zaradi tega, ker je, bom rekla, dovršen, kar se tiče tega, da se telesni pretoki umirijo. Zdaj, s tem se ne umirijo samo telesni pretoki, ampak se umiri tudi živčni sistem, se pravi, a ne, kar pomeni, da se lahko zelo hitro umirimo, občutimo nek notranji mir, večjo povezanost s sabo, zelo hitro tudi ljudje rečejo, da opažajo, da jih ne trigirajo več stvari tako, se pravi, da se ne odzivajo toliko reaktivno na recimo v službi, na situacije, doma na otroke in tako naprej, da ne jemljejo več stvari tako osebno. Se pravi, da so res bolj pomirjeni in v stiku s sabo in iz te točke ven lahko pa pol mi napredujemo, a ne, ker če smo mi čisto razpršeni na vse strani, če ne čutimo telesa in tako naprej, je težko nekaj spreminjati, a ne. Zato je marma, kar se tiče izgorelosti, recimo ena stvar, ki jo najrajši naredim, ampak včasih počasi pripeljem do nje, če vidim, da je zadeva že malo bolj daleč. No, super. Zdaj imamo samo še 5 minut do konca. Okej. Ja, tako da jaz predlagam, če nama ne bo ratalo v 5 minutah zdaj zaključiti, da se priklopimo na isti link in ke da ni nič. In da gremo naprej. Prav, da se bomo zdaj sekirali za teh 5 minut. Še kaj. Z veseljem. Ja. Saj v bistvu za konec sem te želela vprašati, če imaš, kako pa v bistvu ti od zdaj nekako skrbiš zase, a ne? To sem te še hotela nekako vprašati, kako se prehranjuješ, kaj, a ne, kako zdaj ti, da ostajaš fit, a ne? Okej. Zdaj, prva stvar, ki bi jo rada tukaj omenila, je to, da nisem popolna, a ne. Ljudje imamo veliko, bom rekla, idealističnih predstav o tem, kdo je naš terapevt, oziroma kdo se ukvarja z nami, ko dela z nami, a ne. Zdaj, tudi meni se kdaj zgodi, da recimo, če naslednji dan vem, da lahko zjutraj pospim, bom mogoče šla zvečer, pa bom, ne vem, se pregrešila, pogledala eno nadaljevanko, pa ne vem, pojedla nekaj, kar mogoče ni idealno zame po ajurvedi, a ne. Tako da rada bi razbila ta mit, da obstaja nekdo izven tebe, ki je pa tvoj ideal in neki ideal, ki te bo pripeljal do, ne. Tako, vsi smo na neki poti, bom rekla, ne, jaz sem pač eno ogromno količino te poti prehodila, ampak nisem pa idealna. Zdaj, kar se tiče teh stvari, ki kako bi rekla, ki jih redno izvajam, ena izmed teh je recimo abhyanga. To je ponavadi v mojem delu jutranje rutine, to je ajurvedska samomasaža z oljem. Ta masaža zelo pomiri vata došo, a ne, ki je, bom rekla tudi, prej, ko smo govorile direktno o izgorelosti, a ne, je v bistvu en tak začetnik tega, a ne.
Tako da to je recimo zelo redno v moji rutini. Potem dihalne vaje so zelo redno v moji rutini, to izvajam vsak dan, tudi zaradi tega, da se pripravim na tretmaje, da se očistim po tretmaju in tako naprej, a ne, imam tudi daljše procese, kar se tega tiče, a ne, da sem res energijsko tudi pripravljena na vsak proces, ki ga izvedem. To potem spanec, a ne, spanec je ena izjemno pomembnih stvari. Se pravi, po ajurvedi je pomembno, da se spi med 10. in 2. uro, zaradi tega, ker se takrat obnavljajo, čistijo jetra, v bistvu obnavljajo se te notranje funkcije in organi in je takrat pomembno, da spimo, tako da če se le da, se uležem pred 10. uro. To je recimo zelo pomembna stvar, pa da se pred 6. uro zjutraj tudi zbudimo, a ne, zdaj ni nujno, da naredimo takoj vse, ampak pred 6. uro zjutraj je recimo idealno vstati. Takrat smo tudi manj zmatrani, če se takrat zbudimo, a ne, kakor pol, če se zbudimo ob 7. Je lahko zelo velika razlika v počutju, če bi recimo par dni to počeli, bi upadli. To je ena stvar. Potem gibanje, jaz delam v bistvu zelo nežno jogo, prej sem bila veliko bolj, kar se tiče aktivnosti, bom rekla, veliko bolj veliko močnejše aktivnosti sem mogoče izvajala, no, v preteklosti bolj sem tekla, pa kardio. veliko sem plesala, tako zelo intenzivno. Kako si rekla? Bolj kardio verjetno, ne? Bolj to, ja, intenzivno. Ja, tako, ja. Zdaj pa v bistvu delam več stvari za umirjanje, a ne, ki pomaga tudi za umirjanje živčnega sistema, za raztezanje mišic, v bistvu neke bolj globinske tehnike, ki mi pomagajo, da se počutim nekako zregenerirana, no? Da se ne počutim potem še bolj nekako, da zdaj pa čas, da spet nekaj počnem, a ne. Tako da, ja, zdaj, kar se tiče izgorelosti, ne, o ozdravljenosti lahko sicer govorim, a ne, se tudi da pride do tega, ampak bom rekla, še vedno je pa prisotna neka, pri sebi opažam, a ne, neka nagnjenost k temu, da bi počela nekaj več, kakor zmorem v nekem trenutku, in takrat se pač ustavim. Recimo, to je tudi postalo del mojega vsakdana, da pač, ko vidim, da je nekaj zame preveč, si pač rečem, ne, prej tega nisem mogla recimo nikoli, a ne. Prej je bilo samo več, a ne. Zdaj pa pač enostavno, tudi če vidim, da se nekaj slabo počutim, kar je zelo redko, a ne, ker imam tudi zdaj veliko boljši imunski sistem, a ne, moj telo se je v bistvu sestavilo nazaj. Ampak noben se ne more popolnoma izogniti bolezni, a ne. Tako da v nekem trenutku, če vidim, da smrkam, da se me nekaj loteva, pač recimo stranko odpovem, ne, ali pa kaj, ne, ker prej bi šla prek sebe, pa bi rekla, saj zmorem še to stranko, pa tako, ne. Se pravi, veliko bolj sem se naučila v bistvu takoj prepoznati, iti vase in delovati v bistvu iz tega. In poslušati sebe, ne? Tako, v prvi vrsti. Ja, v prvi vrsti se učim, v bistvu učim tudi ljudi to, no, kako priti spet nazaj v stik s sabo in se poslušati. No, evo, saj pol pa za na konec bova kar končali, ker evo, še 1 minuta do konca. Mogoče bova naredili še drugi del, ne? Če bo treba. Z veseljem. Ja. Če bo katero karkoli zanimalo, ki tole posluša, me lahko kontaktira. Vsaka, ki bo povedala, da je prišla preko Mateje, ji bom podarila tudi polurni online posvet. Če bi želela katera kaj dodatnega vprašati, specifično zate, sem na voljo, evo, v tem primeru vam tole podarim. Super. Uživajte, hvala, ker ste prišli in ste bili z nami in hvala Eva za vse znanje in vse, kar ste delali z nami. Hvala, adijo vsem.